Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Dobar dan. Vlada je na današnji 53. seji sprejela predlog zakona o digitalizaciji zdravstva in sprejela sklep o zamenjavi predstavnikov ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Podrobneje bo obe temi predstavil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Minister za obrambo Marjan Šarec pa bo pojasnil, kakšni bodo končni stroški izstopa od pogodbe za nakup 45 bojnih vozil Boxer. Kljub napovedim, da bo šlo za enormno odškodnino pri skoraj 400 milijonov evrov vrednem poslu, je končni znesek povsem drugačen. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa bo predstavila, kaj vse bo vlada naredila za izboljšanje letalske povezljivosti Slovenije s svetom. Najprej pa, minister za zdravje, izvolite. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav v mojem imenu vsem skupaj. Torej, jaz bi posebej s ponosom in tudi za zahvalo ekipi na Ministrstvu za zdravje predstavil zakon o digitalizaciji zdravstva. Gre za popolnoma nov zakon, kjer želimo dejansko, potem ko bo zakon šel skozi parlamentarni postopek in ga bo državni zbor sprejel in bo začel veljati s 1.1.2024, upeljemo digitalno transparentnost v slovenski zdravstveni prostor. Izpostavil bi 3 točke. Prva točka je, da potem, ko bo zakon začel veljati in bo skozi leta seveda v polni uveljavi, bomo končno imeli dostop do vseh podatkov. Drugič, vsi pacienti oziroma vsi prebivalci Slovenije bodo preko vse digitalne platforme natančno videli, kdo vpogleduje v njihove zdravstvene podatke, torej imamo jasno digitalno transparentno sled. In tretjič, iz vseh izvajalcev zdravstvenih storitev bodo pravzaprav vsi podatki prišli sedaj z zakonsko obvezo v enotni digitalni informacijski zdravstveni sistem. Tega bo upravljal ZZZS. Rad bi poudaril, da smo zelo veliko časa na Ministrstvu za zdravje, tudi z ostalimi ministrstvi, porabili za usklajevanje tega zakona. Gre za posebej občutljive, bom rekel, nam važne osebne podatke. Rad bi izpostavil posebej Ministrstvo za pravosodje, rad bi izpostavil tudi komunikacijo z informacijsko pooblaščenko. Skratka, imamo zakonske podlage, dajemo predlog zakona o digitalizaciji, da najkasneje s 1.1. recimo 2026 imamo popolnoma digitaliziran zdravstveni sistem z vsemi podatki, z vsemi varnostnimi mehanizmi, z vsem, kar nam omogoča, da smo kot pacienti mirni, predvsem pa omogoča to, da bodo pacienti kjerkoli bodo opravili zdravstveno storitev, kamorkoli bodo v katerokoli zdravstveno ustanovo prišli, bodo vsi podatki na enem mestu. Torej, ne bo več treba nositi papirjev, ne bo več treba nositi izvidov, ne bodo se, bom rekel, podvajale preiskave. V vseh bolnišnicah bo enotni informacijski sistem, ki bo povezljiv, tako da bodo posamezni oddelki med bolnišnicami tudi na primarni ravni, torej kar bo pacient opravil pri osebnem zdravniku v kateremkoli laboratoriju, bo sedaj na enotni platformi, na enotnem informacijskem sistemu. V to bo vključen tudi ZZZS, tudi NIJZ, se pravi, nihče od deležnikov ne bo mogel iz tega izstopiti. To bo, ko bo zakon sprejet, zakonska obveza, bo tudi predpogoj za plačilo opravljenih storitev. In mi pričakujemo na Ministrstvu za zdravje, da bo skozi čas to digitalno orodje nadoknadilo tudi del manjka kadra. Skratka, ta digitalni vzor, ta digitalizacija zdravstva kot orodje v zdravstvenem sistemu nam bo omogočilo resnično jasno, transparentno upravljanje z vsemi podatki, tako zdravstvenimi, pa potem, ko bo sistem polno zaživel, torej vsi izvajalci, ki bodo denar
prejemali iz javno-zdravstvene blagajne, bodo na enotni platformi, vse bo vidno, vse bo povezljivo med seboj, bodo lahko videli, kdo kaj naredi za kakšen denar. In je to tisto, ko bomo resnično pacienta postavili na prvo mesto, mi bomo sami upravljali z našimi podatki in čez čas, to je tek na dolge proge, ki smo ga pričeli danes tudi uradno s formalno pripravljenim predlogom zakona, začenjamo resnično digitalno transformacijo zdravstva. Zdaj, če se lotim še druge teme, vlada je natančno bila seznanjena z dogodki na psihiatrični kliniki v Ljubljani. Na osnovi vsega, kar smo bili priča, pa na osnovi našega poročila iz Ministrstva za zdravje, kaj se je naredilo v zadnjih 2 mesecih, je vlada ocenila, da obstoječi svet zavoda tudi za včerajšnjo sejo, ko je preprosto potrdil, da vse, kar se na psihiatrični kliniki dogaja, je povsem v redu in ne vidijo nobenih nepravilnosti. Torej je vlada kot ustanoviteljica psihiatrične klinike zamenjala vseh 5 članov in sicer za preostanek mandata do 20.2.26. Novo imenovani predstavniki so dr. Tomaž Subotič, dr. Alenka Kolar, Tomaž Krišelj, magistra Anja Kocijančič in Marjan Mačkošek. Mi pričakujemo, da bo svet zavoda v novi sestavi z vso resnostjo obravnaval vse, kar se na področju psihiatrične klinike in dogodkov prijav pacientov, da bo obravnaval skrajno resno, da bodo ocenili ustreznost delovanja vodstva zavoda in vseh ukrepov. Na tem mestu bi jaz kot minister za zdravje, kot zdravnik, pa tudi kot človek dal vedeti torej javnosti, pacientom, vsem prebivalcem, da bo tako vlada kot sam kot minister vse, kar se dogaja na psihiatrični kliniki, mi bomo to vzeli zelo resno in bomo temu prišli do dna. Osebno sem izjemno razočaran nad nastopi in besedami direktorja psihiatrične klinike. Mislim, da se nihče ne more odzvati tako proti družbi, razlagati o inkviziciji, postaviti paciente in to paciente, ki so najbolj ranljivi v podrejeni položaj, se postaviti nad njimi, govoriti, da gre za paciente, ki imajo seveda najtežje oblike psihiatričnih obolenj. Tako da na mojem mestu kot minister za zdravje pozivam gospoda k odstopu. Mislim, da je popolnoma nedostojna komunikacija. Naloga ustanovitelja je in mene kot ministra za zdravje, da se zaščiti ljudi na eni strani in na drugi strani, da se zaščiti psihiatrično kliniko kot ustanovo, ki mora seveda imeti odprta vrata, ki mora jasno komunicirati o tem, kaj je bilo narejeno in kaj ni bilo narejeno. Jaz lahko na tej točki tudi poudarim, da imam že jutri srečanje z nekaterimi, ki želijo o tem z mano osebno govoriti, pričati o tem, kar se je na kliniki dogajalo. V naslednjem tednu je nekaj terminov tudi še na razpolago in so klici, so številni. Mi smo naredili protokol in jaz si resnično želim, da z sistemskim nadzorom, s tem, da tudi svet zavoda v novi sestavi opravi svoje delo. Seveda predvsem, da vsi nadzorni organi, potem ko smo tudi podali anonimno kazensko ovadbo, da grejo v psihiatrično kliniko, da pridemo dejstev in da pravzaprav umirimo stvari. Na tej točki bi rad vse paciente, ki so bili zdravljeni in bodo zdravljeni v psihiatrični kliniki, pozval, da ostanejo mirni. Psihiatrična klinika seveda dela dobro v tisti točki, kar se tiče zdravljenja. Moramo pa vedeti, da vkolikor vodstvo zavoda želi zadeve zapreti in svet zavoda želi zadeve zapreti in se ne odpreti in ne sodelovati in na tak način pravzaprav nastopa v javnosti, je po oceni vlade, pa tudi po moji osebni oceni to stanje nedopustno. Zato še enkrat to, kar sem rekel prej.
Hvala lepa. Najlepša hvala, minister. Zdaj bomo dali priložnost kolegom iz novinarskih hiš, da zastavijo vprašanja. Najprej se predstavite, za kateri medij delate in zastavite vprašanje. Vidim pa, da so tudi že na Zoomu dvignili roke, tako da bomo potem dali priložnost še tistim nadaljavo. Dosom, Anže, prosim. Dobar dan, gospod minister, Anže Božič, POP TV. Zanima me seveda poziv k odstopu gospoda Zalarja in pa menjava članov vodstva oziroma sveta. Nekako delujete tu vedno po podobnem vzorcu, tudi recimo v Celju smo videli enako vzorec, ko nastane neka zadeva, ko se pojavi neka zadeva, potem odpokličete, se pravi, tam, kjer imate vzvod, se pravi državne nadzornike, predstavnike ustanovitelja. Kaj gre tu, ima vlada tle kakšne drugačne informacije, kaj se tam dogaja, glede na to, da so vsi nadzori do zdaj pokazali, da pač v psihiatrični kliniki niso delali nič narobe? Psihiatrična klinika ni imela zunanjega nadzora nikoli, vedno so imeli samo notranje strokovne nadzore. V komunikaciji v zadnjih 3 mesecih se je pokazalo precej nepravilnosti na psihiatrični kliniki. To smo tudi danes na vladi seveda obravnavali, kolegom na vladi sem predstavil in tudi zato, potem ko se zgodi, potem ko smo na Ministrstvu za zdravje nekaj mesecev proučevali vse anonimne klice, vse to, kar se je dogajalo, je seveda naša možnost zakonodajna jasna. Torej, vlada je ustanoviteljica psihiatrične klinike, vlada imenuje 5 članov in ker smatramo, da svet, torej svet zavoda v prejšnji sestavi svojega dela ni opravil tako, kot bi ga mogel v vlogi nadzornega organa, je vlada zamenjala 5 članov v tem primeru pričakujemo novih članov, da kot nadzorni organ opravijo delo strogo profesionalno. Še enkrat, da, moj odziv k postopu temelji pa na izjavah gospoda Zalarja v zadnjih dnevih, ki so preprosto nedopustne in nedostojne za direktorja zavoda najbolj ugledne psihiatrične klinike oziroma ustanove v Sloveniji. Luka Perš, spletni medij prava.si. Prvo me zanima nadzornike, ki ste jih rekli, ki bodo sedaj zasedali položaj, to ste vi osebno izbrali? To je na predlog vlade. Ok, ker zanima me predvsem to Marjan Mačkovšek, kolikor vem, je on bil dolgoletni direktor Štorje Stil in se je ukvarjal z železarstvom in me zanima, kaj ima biznis z železom skupnega z tako pomembno tematiko, kot je psihiatrično zdravljenje, ali je bolj v tem namenu član, da bo nadzoroval finance, to me zanima. Pa še nekaj me zanima, če spremljamo v medijih, ste realno zelo izpostavljeni, do vas tudi kritično del civilne družbe, Glas ljudstva in Inštitut 8. marec. Zanima me, kako vi dojemate te pritiske, ali je po vašem mnenju tudi kako druga zgodba v ozadju, da ste mogoče iz sfero doktorja Kebro prepričali kakšne dobavitelje, kakšne posle z zdravstvom. To me zanima. Hvala lepo za vaš odgovor. Ja, hvala za vprašanje. Kar se tiče prvega dela, novo ustanovljeni oziroma novi člani sveta zavoda so tisti, ki bodo gledali na psihiatrično kliniko v celoti, nepovezano, neobremenjeno in to je stvar nadzornikov. Torej, z pogleda iz distance, z, bom rekel, znanjem tudi iz upravljanja večjih, bom rekel, drugih sistemov je treba pogledati in je treba odrediti zunanji nadzor po vseh pravilih igre. Treba je pogledati tudi delovanje psihiatrične klinike v celoti, poiskati vse tisto, kar je bilo v 3-5 letih jim bilo dano, da morajo narediti, pa niso. Mi vse te podatke imamo, to bomo vse predali članom sveta zavoda in še enkrat, člani sveta zavoda so edini uradni nadzorni organ, vlada jih je imenovala in pričakujemo, da opravijo svoje delo. Za drugi del, glejte, mi smo prva vlada in sam osebno sem prvi minister, ki je neposredno in jasno dal vedeti, da si želimo digitalno transformacijo zdravstva, to pomeni digitalno transparentnost, ker bo vse jasno in dostopno. Vidimo, da je proti temu precej boja, precej upora, precej ljudje želijo, da stvar funkcionira tako kot danes, ko so baze na 3-4 sistemih, niso digitalne, niso povezane, če baze niso
povezane, potem je jasno, da ne moremo dobiti natančnega, transparentnega upogleda, tako v tok denarja, kot na, bom rekel, zdravljenje, na izide in na vse. To je prvi del in drugi del je, ko smo na Brdu predstavili januarja reformo po korakih, je bilo jasno videti, da jo bomo tudi izpeljali in eden od, bom rekel, ključnih stebrov ali točk je strukturna transformacija ZZZS-ja, ki je enako od leta 1992, pa ne nazadnje moramo vedeti, da imamo v zakonodajnem postopku, ki se bliža koncu, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki se bo po moji oceni zgodila prvič od uvedbe. Skratka, imamo nekaj točk, kjer neposredno drezamo v interesne skupine v zdravstvu. Od tukaj so pritiski pač taki, kot so, in to ni zame nič nenavadnega. Še enkrat, midva se s predsednikom vlade zelo veliko o tem pogovarjava in še enkrat bi rekel, torej reforma zdravstva, to sem govoril že prej in bom ponavljal zdaj, je odvisna od predsednika vlade. Predsednik vlade je tisti, ki mora združiti vse akterje, ki mora od mene kot ministra za zdravje zahtevati izvršno funkcijo, vsi koraki pa so in bodo vedno usklajeni.